Izobraževanje mora iti ves čas v korak z razvojem družbe, trga dela in evropskih smernic. Te narekujejo kakovost, vključevanje, podporo razvoju kadrov, trajnostno ravnanje in vseživljenjskost. Več novosti in uresničevanje v Sloveniji pa bo zdaj predstavil gospod Aleksander Sladojevič z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Lep pozdrav z moje strani. V naslednjih nekaj minutah vam bom predstavil novosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji in spregovoril tudi nekaj besed o njihovem uresničevanju v Republiki Sloveniji. Evropski ministri, odgovorni za poklicno izobraževanje in usposabljanje, so se sredi septembra sestali v manjšem danskem mestu, ki se imenuje Herning, in podpisali oziroma podprli deklaracijo, ki bo usmerjala razvoj poklicnega izobraževanja v naslednjem 5-letnem obdobju, in sicer od leta 2026 do leta 2030. Deklaracija je naslednica deklaracije iz Osnabrücka in nadaljuje več kot 20 let sodelovanja, ki se je začelo s kopenhagenskim procesom in v ospredje postavilo privlačno in vključujoče poklicno izobraževanje, večjo konkurenčnost in kakovostna delovna mesta. Kot že rečeno, je leta 2020 v veljavo stopila Osnabrücka deklaracija. Gre za dokument, ki je nasledil sklepe iz Rige iz leta 2015 in uvedel nove politične ukrepe na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja za 5-letno obdobje od leta 2021 do leta 2025. Glavna področja, ki jih je zajemala Osnabrücka deklaracija, so bila 4, in sicer prvič krepitev odgovornosti in odličnosti prek kakovostnega, vključujočega in prilagodljivega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, opredelitev nove kulture vseživljenjskega učenja za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje ter digitalizacijo, vključevanje trajnosti v poklicno izobraževanje in usposabljanje in nazadnje okrepitev in spodbujanje evropskega prostora za izobraževanje in usposabljanje ter mednarodno razsežnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Od letošnjega septembra dalje imamo nov dokument, imamo novo deklaracijo. Za lažje razumevanje pomena Herniške deklaracije bi jo lahko definirali kot kompas in posodobljen zemljevid potovanja za evropsko poklicno izobraževanje. Osnabrücka deklaracija je nekako določila smer potovanja, Herniška deklaracija pa predstavlja posodobitev tega načrta. Ne le, da potrjuje, da pot še vedno vodi k istemu cilju, torej odličnosti in vključenosti, ampak urisuje tudi nove poti in strategije, ki so ključne za navigacijo skozi nepredvidljive terene digitalne in zelene tranzicije. V času, ko Evropa išče rešitve za pomanjkanje znanj in spretnosti ter se spopada z zeleno in digitalno preobrazbo, je ta dokument še posebej pomemben. Cilj je visok, do leta 2030 se želi doseči merljive rezultate in večjo odgovornost vseh držav članic, ki so pristopile k temu procesu. Ključne točke Herniške deklaracije. Deklaracija poudarja, da je nujno potreben ponovni zagon za nadaljnjo uskladitev političnih ukrepov in reform na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Potreben je odločen odziv na pomanjkanje spretnosti z izkoriščanjem priložnosti, ki jih prinašajo demografske spremembe, predvsem pa zelo hiter tehnološki razvoj. Ključnega pomena je tukaj seveda socialni dialog in sodelovanje z gospodarstvom. Podjetja se morajo nekako pretvoriti v učna okolja za sodobno, vključujoče in odlično poklicno izobraževanje. Poudarjena je tudi čezmejna evropska in mednarodna razsežnost s poudarkom na mobilnosti, predvsem dijakov in učiteljev. Ključnega pomena pa sta seveda še digitalna in zelena preobrazba, velik poudarek pa se daje tudi zagotavljanju enotnega evropskega okvirja kakovosti. Cilj deklaracije je, da odlično, privlačno in vključujoče poklicno izobraževanje in usposabljanje služi kot pomemben dejavnik odpornih in vključujočih družb ter povečanje konkurenčnosti tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU.
Dokument je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so definirani ukrepi na nacionalni ravni, teh imamo 13, v drugem delu pa imamo še 4 ukrepe, ki so definirani na EU ravni. No pa zdaj si poglejmo malo in gremo skozi te ukrepe na nacionalni ravni. Kot sem že rekel, jih imamo 13. Prvi ukrep je dvig ugleda in privlačnosti poklicnega izobraževanja. To lahko storimo prek kakovostnejših programov, ki jih snujemo skupaj z trgom dela, seveda. Tukaj imamo v mislih tudi praktično usposabljanje in tudi vajeništvo. In seveda zelo pomemben element je tukaj tudi promocija poklicnega izobraževanja. Spodbujanje mladih in podjetij za vključevanje v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, zlasti na tistih področjih, ki so ključni za zeleni prehod in digitalno konkurenčnost. Uskladitev programov s potrebami trga dela. Ta element je tudi zelo pomemben, že prej sem ga nekako nakazal. Nujno je potrebno tukaj okrepiti socialno partnerstvo in povezati izobraževanje in trg dela. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno raven temeljnih in prečnih kompetenc, vključno z aktivnim državljanstvom, podjetništvom in trajnostjo. Vključenost in enakost spolov. Tukaj je potrebno spodbujati vključenost za vse, s čimer se zagotavlja enak dostop za poklicov za vse. Vključevanje odraslih v izobraževanje je tudi eden izmed pomembnejših elementov. Povečati želimo udeležbo vseh odraslih, še posebej tistih z nizko usposobljenostjo v postopkih izobraževanja in usposabljanja. Učitelji in mentorji so tudi zelo pomembni. Pomanjkanje učiteljev in mentorjev je potrebno nasloviti z večjo privlačnostjo tega poklica, zagotavljanjem večje avtonomije in predvsem naložbami v njihov karierni razvoj. Naslednji element je dobro počutje, well-being, kot se temu na angleško reče. Potrebno si je prizadevati za zagotovitev tako fizičnega kot tudi duševnega dobrega počutja vseh udeležencev v postopku izobraževanja, od učiteljev do njihovih, od dijakov do učiteljev pa do njihovih mentorjev. Doseganje odličnosti, vključno širjenjem modela centrov odličnosti, je tukaj tudi pomembno. Centri odličnosti tukaj delujejo kot nekako motor za inovacije, motor za razvoj. Za današnji auditorij, za današnjo publiko je zelo pomembna 10. točka, ki jo Herninška deklaracija poudarja. Tukaj gre za nadaljnji razvoj višjega strokovnega izobraževanja, za izpolnjevanje povpraševanja po novih poklicnih spretnostih in priznavanje teh kvalifikacij na ravni, ki bi bila enakovredna akademski ravni. Spodbujanje in omogočanje vključujoče mobilnosti učencev, učiteljev in mentorjev z namenom doseganja cilja 12% do leta 2030 je pod 11. točko. Maksimizirati je potrebno potencial umetne inteligence, ampak hkrati zagotoviti tudi, da je uporaba umetne inteligence smotrna. In na koncu zadnja točka, ki pa ni najmanj pomembna, ampak zelo pomembna, naložbe v poklicno izobraževanje. Potrebno je zagotoviti zadostne in trajne naložbe v poklicno izobraževanje, vzpostaviti sisteme učinkovitega spremljanja in ustrezno koordinacijo ustreznih finančnih mehanizmov na ravni Evropske unije. Torej, to so na kratko ukrepi, ki so v Herninški deklaraciji nekako navedeni na nacionalni ravni. Če se pa premaknemo na ukrepe na evropski ravni, jih imamo tukaj 4. Prvi ukrep je sodelovanje in izmenjava znanja, nadaljnje sodelovanje in podpora državam pri izvajanju deklaracije ter spodbujanje pobud za sodelovanje in izmenjavo znanja med učenci, učitelji, med institucijami z uporabo programov, ki jih Evropska unija že zagotavlja, kot na primer Erasmus+. Ambicija in strategija. Potrebno je pregledati izvedene reforme v državah in pripraviti ambiciozne nove strategije in povezane pobude, ki so opredeljene tudi v Uniji spretnosti. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organizacijami in mrežami, kot na primer OECD, International Labour Organization, UNESCO, WorldSkills in podobno. S poudarkom seveda na spodbujanju dobrih praks in izmenjavi izkušenj.
Ključno vlogo tukaj pa Herniška deklaracija daje tudi CDFOP-u in ATF-u, se pravi dvema agencijama, ki sta na evropski ravni zadolženi za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Poziv tema dvema agencijama naj nadaljujeta s podporo Evropski komisiji in državam z analiziranjem in spremljanjem izvajanja dogovorjenih ukrepov. Deklaracija predstavlja usklajen načrt za prihodnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, kjer je poklicno izobraževanje priznano kot bistven element za doseganje družbene vključenosti, osebnega razvoja in gospodarske konkurenčnosti v dobi hitrih tehnoloških in tudi demografskih sprememb. Herniška deklaracija pomeni nadgradnjo obstoječih usmeritev, prilagoditve nacionalnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja evropskim ciljem. S tem bo tudi Slovenija prispevala k cilju EU, ki je vzpostaviti privlačen, vključujoč in kakovosten sistem poklicnega izobraževanja, ki bo podpiral konkurenčnost in trajnostni razvoj gospodarstva. Zdaj pa še nekaj besed o prihodnosti, o sami implementaciji teh ciljev v naš prostor. Že Osnabrückska deklaracija je nekako začrtala neke cilje in Slovenija jim je tudi sledila. Če govorimo o področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, lahko rečemo, da je glavnino teh ciljev poskušamo uresničiti trenutno preko načrta za okrevanje in odpornost, ki se zaključi 30.6.2026, torej naslednjega leta. Tukaj bi rad poudaril dva projekta, ki tečeta, in sicer projekta modernizacija poklicnega izobraževanja in spodbujanje odličnosti poklicnega izobraževanja, ki jo vodi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Že znotraj teh projektov smo nekako te smernice, ki so bile nakazane v Osnabrückski deklaraciji, upoštevali in probali implementirati v naš sistem. Tudi v prihodnje seveda se ne planiramo tukaj ustaviti, skupaj s CPI-om planiramo tudi nadaljevanje teh projektov, razvoj novih programov, implementacijo že prenovljenih programov in pa nadaljevanje aktivnosti promocije poklicnega izobraževanja, tudi z podpiranjem tekmovanj v poklicnih spretnostih in planiramo, te aktivnosti smo že nekako intenzivirali in planiramo, da bomo v naslednjem letu ta dva projekta tudi začeli izvajati, da jih bo CPI začel izvajati in znotraj teh projektov tudi uresničevati cilje Herniške deklaracije. Toliko z moje strani. Tukaj je še moj kontakt, vkolikor bi kdorkoli imel še kako vprašanje, predvsem pa kako zanimivo idejo in pobudo, smo vedno na voljo. Tukaj na tej sliki sem bil malo mlajši, tudi kakšen kilogram manj sem imel, ampak se mi je zdelo vseeno, ko sem jo najdel na računalniku, fajn, da jo dam gor, tako da hvala.